Pozdravljeni vsi skupaj, danes sem se udeležil maratona Češenj oziroma, kot so ga zadnja leta preimenovali, kolesarski maraton Junaki vinogradov. Trasa poteka izpred vinske kleti na Dolgem mostu skozi Vrhniko, Lagatec, mimo Godoviča v Ajdovščino, kjer sledi daljši postanek, da se skupina nabere in okrepča. Iz Ajdovščine sledi ravninski del proti Novi Gorici, nato pa strm vzpon pod Sabotinom v Goriška Brda, kjer se maraton konča v vinski kleti v Dobrovem. Maraton je rekreativne narave, to pomeni, da tempo narekuje avto, ki je v ospredju. Kljub temu, da je večina kolesarjev na specialkah, je tempo zelo počasen in primeren tudi za gorska in električna kolesa. Na momente gre celo prepočasi, posebej v raznorazne klance. Sam sem vozil večino časa v ospredju, kolikor je bilo to sploh mogoče zaradi gneče, kjer smo se vsi nekako rinili takoj za tisti avto. Tistim, ki je uspelo priti dovolj blizu, so bili deležni konstantnih zabavnih zgodbic s strani organizatorjev ter opominjanja, naj ne prehitevamo avtomobile. Ja, počasite, ne, tako se prijete na vrsto, vse me lahko vprašate novega direktorja Zarinkoda, je o vinu, ne, ker on je glavni enolog v naših letih. Se pravi, vse, kar je slabega, je vse odkril. Za dobro ni tako vsi ostali. Ja. Kjero vino ima tu najraj? Pa začnemo kar vse spredaj in levo. Gospodična. Štok! Ni gospodična, zadaj in desno. Spono. Po dobrih 2 urah kolesarjenja smo dosegli najvišji del trase, prelaz med Črnim vrhom in Colom. Sledil je kratek in relativno hiter spust v Ajdovščino, kjer so nas v Fruktelu pogostili seveda z frucom, paninom in frutabelo. Ja, panin je sendvič za tiste, ki ne govorite primorsko. Po dobri uri pavze smo krenili naprej proti Novi Gorici. Pred Gorico mi je uspelo priti celo na čelo kolone, kjer sem zdržal vse do Solkana, kjer se je začel prost vzpon pod Sabotin. Kot že rečeno, ta del je bil edini, kjer smo imeli proste roke glede hitrosti in vožnje, zato je bilo čutiti že kar veliko živčnost v skupini. Takoj za mostom smo se pognali v strmino, klanec dosega tudi do 18% naklon. Svoje pa je naredila tudi vročina, ki je na soncu dosegla tudi do 40 stopinj. K sreči so organizatorji našli takšne in drugačne načine, da so nas ohladili ob največji vročini. Ja,
Martnem smo dosegli najvišjo točko zadnjega vzpona, sledil je samo še spust proti kleti v Dobrovem. Zato, ker je organizator želel, da pridemo v cilj v čim bolj strnjeni in številčni skupini, je bil ta del še posebej počasen. Zgodil se je tudi padec, čeprav mi ni čisto jasno, kaj se je tukaj zgodilo. K sreči ni bilo nobenemu nič. In tako smo prispeli v klet Dobrovo, kjer nas je že čakala hlajena penina in šopek češenj. Za konec lahko rečem, da mi je bil maraton precej všeč, še posebej ta trasa med Ljubljano in Goriškimi Brdi. Trasa je zelo enostavna, tempo ni hud, tako da je maraton primeren za vse kolesarje, ki so sposobni presedeti se kakšno uro ali dve v sedežu. Tako, toliko iz moje strani. Vabljeni, da se maratona udeležite naslednje leto. Se vidimo naslednjič.